Sedaj bi pa kar povabil Edena, da pride. Eden, si z nami, dober večer. Ja, je. In sicer Edena Ašram, ljubljanje kot znanost, tehnologija nove dobe. Tako da nam bo z nami podelil to svoje znanje in nas popeljal malo nekako v en drug svet, bolj prijazen, bolj mehek, njegov svet. Eden, izvoli. Ja, da je že takšna ura, primerna, ker otroci spat. Ja, ljubljenje, ne, do zdaj, Jezus je rekel eno sporočilo, torej, najprej je rekel, ljubite se med seboj, ampak zdaj kasneje tudi rekel, da ja, to spolno ljubljenje je bilo nezaželeno do zdaj, recimo, je cerkev dala to malo na stran, ker mogoče ljudje niso bili še zreli za to, ki vendarle to je najmočnejši energijski inženiring, recimo. Ampak ja, kako sem jaz prišel do tega, sem bo rekel, torej, kako zdaj Kristus, da ti služi, pa da tudi, da se ljubim, ker ljubljenje je tako človeško in življenjsko. In potem sem odkril, da torej, se pravzaprav spolna energija je pravzaprav nebeška energija, ne, seksualna energija. Edina energija, ki se lahko množi in duplicira. In je tako lepa energija in močna. In zakaj ne bi torej te frekvence blagodejne, mehke, uporabili torej, da jih z njimi mehčamo svet, torej ga zdravimo, dvigamo, navdihujemo, blagoslavljamo s tem. Torej, in spolno energijo si ne lastiš zase, ni to nekaj privatnega, ampak in nema te biti kaj sram, to pač, seveda si v svoji kambrici, ne, moliš, ampak lahko to energijo razlivaš in navdihuješ svet, ne. Tako da, potem bom tukaj povedal še, da človeško bitje je bilo ustvarjeno iz DNK-ja, torej na začetku za bazo, zemeljsko bazo je bilo uporabljeno 30% zemeljskega DNK-ja. In sicer seveda in od šimpanzov, ki so bili, ko imajo tenzijo, torej v družbi napetost, grejo v agresivne pohode in se tudi ubijajo med sabo. Medtem ko na drugi strani reke so bonobo, pritlikavi šimpanzi, ki se nikoli ne mešajo z velikimi šimpanzi, kateri so bili po dosedanji teoriji evolucije Darwinovi v fokusu, ne. Enostavno do zdaj, do seksualne revolucije, človek ni mogel prebaviti, sprejeti to drugo verzijo šimpanzov, ne, katere oba DNK imamo v sebi. Bonobo, ki, ko imajo tenzijo v družbi, naredijo tako rečeno orgijo, ne, pač seks party, ali kako rečemo, in imajo različne položaje, različne, ni važno spol, leta, in tudi če pogledate na Googlu njihove obraze od bonobo, boste videli, da takšna sreča, kakor sije iz njihovih obrazov in sproščenostjo, danes ne vidimo na ljudeh takšne miline. In ja, potem tako, da človek v prvi fizični rasi človeštva je bil še zelo seksualen. V Lemuriji smo bili ljudje zelo seksualni še, ko je bil matriarhat. In glavni ženski torej se je dejansko reklo velika vagina, ne. Ne vem, kakšen lepši izraz bi lahko našli zdaj, recimo. Ampak ja, in tudi Magdalena je bila še v teh strujah in je to učila, bla. Torej, ženska je v spolni čakri, oziroma moški je v spolni čakri ogenj, zato ga hoče tukaj in sedaj manifestirati to energijo, medtem ko ženska je v spolni čakri voda in se počasi ogreva. Ženska je v srčni čakri ogenj, zato hoče tukaj in zdaj izraziti čustva, zato je tudi naša učiteljica pri psihologiji najbrž bila rekla, da pornografija za ženske so telenovele. In ja, in moški pa je torej v srčni čakri voda, se počasi torej ogreva, torej ta voda se počasi ogreva, ampak potem gre, dlje zdrži in gre tudi globlje. Zato se tudi mi moški umaknemo v srce, ko hočemo čustvovati, gremo v svojo jamo, rečemo. In
tako torej, ko se ta yin in yang povežeta, moški in ženska, se ustvari cirkulacija vmes in ne pride do izgub in se vrtinči ta yin yang in rastemo. Tako da moškega navdihuje prsi ženske, torej ta srčna čakra njena ga navdihuje in tako. Tudi mojster spolnega žarka, spolne čakre, ki reče žarka, ki reče spolno čakro, je rekel, da tehnologija nove dobe, znanost bo torej v spolnosti, ki so torej čez noč moški in ženska, ima sta izkušnjo in potem ta izkušnja navdihuje življenje preko dneva in pol preko dneva spet izkušnjo od obeh navdihuje ta spet izkušnje preko noči in tako spet rastemo in se navdihujemo in dvigamo. In ja, tako da tudi recimo pol znanstveniki, ti neki naši so odkrili, da oralno, žensko oralnost deluje kot antidepresiv, medtem ko moška oralnost deluje zdravi raka. In potem sem rekel torej, kaj pa če torej ženska ustnično občuje s srčno čakro moškega, torej tudi tu njej zdravi raka, ker kakor so ženske v stiku z realnostjo, to kislostjo od spodaj, tako smo mi moški v stiku s tem realnostjo sveta v srčni čakri. In tako torej deluje to torej tudi proti raku, sklepamo za žensko, medtem ko moško konzumiranje, če hočemo, srčnih žarkov, torej ženske, je pa spet deluje proti antidepresivno, veliko obratno torej. In tako se to vrti. Tako da sem bil v Ljubljani, ko sem bil, sem pogrešal en prostor za zmenke oziroma kamor se lahko s punco umakneš, da ni bum, bum, bum in dim in alkohol. In sem potem v Rogu bil naredil, takšno zmenek sobo bil, kot ideja je bila, zgolj z načeli ljubezni in ljubljenja in tako da je potem sem rekel, zakaj ne, torej tudi Kama Sutra, Tantra in ampak potem sem tudi videl, ker sem v prostoru konstantno tudi transmitiral, sem videl, da so stene prostora postale nabite z vibracijo, s frekvenco in so bili dejansko prostor jato kot tempelj. In potem sem zaključil torej, da če združimo transmitalnico in torej to ljubilnico, dobimo objemalnico, oziroma torej, da te vibracije meditacije navdihujejo akt ljubljenja. Ljubljenje, torej ljubimca v tarotu je zelo močna karta, ki jo včasih recimo kakšne katoliške ženičke in policija včasih, če vidijo koga se ljubi javno, bi jo probali ustaviti, ampak še bodo prej malo opazovali in se navdihovali. Torej zelo močna karta je v tarotu akt ljubimcev. Ona dva ljubimca bosta šla čez vse, da pridesta spet skupaj, to je tak močen magnet. In tako torej, kakor ti transmitanti, ki skrbijo za download, torej za prizemljevanje vibracije, so potem akt ljubimcev skrbijo za njeno razprševanje, torej ta človeški vidik za sevanje in torej to deluje kot nasprotje črne luknje, torej belo sonce. In tako spet zvoki ljubimcev mehčajo in navdihujejo srca transmitantov in spet imamo tukaj obrat, ki se dopolnjuje med sabo. Tako. Pa bom zdaj še nekaj povedal, torej o eni molitvi bom povedal še eno molitev, molitev torej zahvale, če hočemo evharistije, velika invokacija se kliče. Gre pa tako, to je med Kristusovo molitvijo nove dobe in med Jezusovo staro molitvijo, je to en tak prehod za transmisijo. Lahko si pogledate na internetu, če ste velika invokacija. In ja, tukaj bom povedal še, da smo ljudje, smo kot puzle in se med sabo skladamo, dopolnjujemo. Torej vsak človek je ena puzla in ko združujemo svoja znanja in svoje vizije skupaj, se lahko otvori velika slika, prava slika, višja slika. Tako da gledamo, kako se kombinirajo puzle, da se dobro za vse slika lahko zloži. To je zelo podobno temu. In zdaj pa na položajih svet vodijo norci. To je
zdaj dejstvo, ne. Samo tisti, ki so resnično nori, sociopati torej, to skrivajo in se delajo, da so normalni. Medtem ko tisti, ki resnično vodijo svet, se delajo, da so nori, da s tem pridobijo na svobodi pred projekcijami ljudi, da se lahko obnašajo divje torej, svobodno. In so pravzaprav notri v sebi zelo zdrave pameti, ne. Ampak na zunaj imajo mir s tem, da se izpadejo kot norci, ne. In na koncu vas še vabim, da tukaj pri Mihajlu smo natisnili nauk od Maitreje, tiskamo knjižice, tako da si lahko brez interneta dostopate tudi do strani, ki so bile zrušene. Smo našli z Mihajlom v arhivih interneta nauk podrobnejši, ki torej ga se ga ne da dobiti že 14 let. In tako da lahko pridete do nas tukaj in vam damo, da študirate besedo nove dobe, Kristus, ki je dal torej besedo za nov nivel človeštva. In smo močni z diamantom vesolja. Ja, to je to.